kaj je namen tega dogodka? Torej, z današnjim dnem, 25. majem, odpiramo v Poštni ulici tako imenovano četrt rdečih luči, Red Light District, Poštna ulica Maribor, kjer bodo do konca julija vsak konec tedna, v petek in soboto med 21. in 24. uro obratovale mlade intelektualke, tako imenovane intelektualne kurbe, ki bodo prodajale, seveda za plačilo, svoje znanje. Torej svoje znanje v obliki debate, pogovora, nasveta z različnih področij, denimo z področja filozofije, sociologije, z področja literature, filma, antropologije in drugih tem akademskega diskurza. Namen, po katerem ste vprašali tega projekta, pa je opozoriti na podplačano, podcenjeno in pa negativno vrednoteno intelektualno in tudi umetniško delo. Kakšne stranke pa pričakujete? To pa bomo videli. Še sami ne vemo, kakšen bo odziv. Zagotovo se bo pa našel kdo, ki si bo zaželel torej intelektualne oskrbe, ki bo odšel po pogovoru iz te gondole oziroma ikobordela, kot smo jih poimenovali, obogaten. Zakaj kulturo povezati s prostitucijo? Vprašanje, če povezujemo kulturo s prostitucijo, res pa je, da smo te izraze, kot so kurba, prostitucija, ikobordeli, Red Light District, izbrali namenoma, prav zato, da mogoče pritegnemo pozornost tudi tistih, ki jih to področje ne zanima, ki to področje spregledajo, ki ne vidijo, da je to ena izmed velikih težav sodobnega časa. Od kje je zamisel oziroma ideja za tovrsten dogodek? Zamisel je v bistvu bila že kar dolg časa nazaj, na nekem večeru s prijatelji. Imeli smo pa takrat knjigo, ki smo jo brali od Woodyja Allena, The Horror of Mensa. No, in ta zgodba je bila nekako za nas nek konceptualen povod oziroma povod bolj za neko feministično razmišljanje o kritiki družbe. Sploh, recimo v zadnjem času, kjer je pač intelektualno delo ne samo, da je podcenjeno, ampak se obravnava dostikrat tudi odvečno. Kakšne usluge pravzaprav nudite? V bistvu ponujam usluge svojega strokovnega področja. Jaz sem drugače po izobrazbi komparativistka in germanistka in ponujam v bistvu pogovor tako v slovenščini kot v nemškem jeziku. Začetni tečaj nemškega jezika recimo se lahko naučite pri meni v pol ure. Usluge pa stanejo tam nekje za pol urce med 15 evrov pa do 35 evrov, pač odvisno, kaj si stranka želi. Kako pa vi gledate na ta projekt? Se vam zdi v redu, zanimiv? Ta projekt se mi zdi izjemno zanimiv, zame pomeni recimo velik izziv, je po eni strani socialno, ima neko socialno tematiko, se odziva na aktualno politično stanje, recimo predvsem na to, kar se dogaja zdaj trenutno s kulturo, s kulturnimi delavci, po drugi strani pa ga jemljem tudi malce humorno. V tej kabini se boste lahko intelektualno sprostili. Cene se gibljejo od 15 do 30 evrov, odvisno od sprostitve. Pa prijetno sprostitev vam želim.